Mi smo prepričani, in to se v preteklosti skozi različna tekmovanja, pa tudi podjetniške uspehe v Sloveniji dokazalo, da imamo talentirane posameznike, ne samo posameznike, tudi talentirane ekipe, ki so sposobne identificirati neko tržno nišo in najti, izdelati tržno privlačno rešitev, ki potem tudi uspe na samem trgu. Po drugi strani smo pa tudi prepričani, da takšni mladi talenti, ko so se danes brali tukaj na fakulteti, potrebujejo mentorstvo in pa potrebujejo neko podporo, ki jih vodi od neke ideje pa do nekega prototipa in potencialnega starta podjetja. Torej, vaša izkušnja kaže, da je Imagine Cup zagotovo dobra stvar za nekoga, ki ima že neko idejo oziroma ki si želi uspeti na tem področju teh tehnologij. Ja, je ena pravo tekmovanje za to. Jaz mislim, da to največje tako svetovno tekmovanje, ker se predstavlja ogromno enih idej. Ne samo zato, da pač greš tam pa daš to svoje tekmovanje, predvsem zato, da spoznaš ljudi, da dobiš neke dobre nasvete, da mogoče že narediš neke veze, s tem, da pač nekdo, ki ima v mislih neko inovacijo, bo verjetno tudi probo prodati oziroma z njo nekaj delati, in če imaš sam zase, ti ne bo nič pomagati. To je pa res ena tekmovanja na svetovni ravni, kjer pač lahko celemu svetu predstaviš to svoje ideje. Na samih osebnih računalnikih je že težko kaj prodreti. So se zdaj te ideje predstavili predvsem na trg mobilnih aplikacij, ampak tudi tukaj postaja vedno bolj zaščiten, vedno več je teh aplikacij. Kako recimo prepoznati tisto pravo idejo, ki lahko potem tudi na tem zelo krutem in obsežnem trgu tudi uspe? Ena je strategija sreče, da pač se ti nekako posreči ena dobra rešitev, ki nekako animira, ki je seksi, ki zanimira ogromno število uporabnikov, potem to monetiziraš preko nekega oglaševanja, ampak takšnih naključij je vedno manj. Druga strategija, ki pa je mogoče malce bolj dolgoročna in premišljena in pa tudi možnost uspeh večja, je pa izredna kakovost na vsebinski strani, kar pomeni, da rešitev ali aplikacija, ki jo želimo plasirati, ni ena taka muha enodnevnica, ni narejena čez noč, ampak je vsebinsko zelo bogata in cilja določeno vertikalo. Zdaj z tekmovanjem v Sydneyju in za dobro vrstitvijo se zgodba vaše ekipe ni zaključila. Zdaj ekipa Osmos izdeluje naprej. Kako je zdaj s tem vašim produktom? Ja, trenutno imamo še vedno testno stran. Zdaj pilimo te zadnje detajle pri sami spletni platformi, pač različne dele te platforme, in računamo, da bo zdaj v novembru, v kakšnem tednu, dveh, da bo platforma že polno delujoča in da bo šla potem tudi svetu. To se pravi, da bodo ljudje lahko prijavljali svoje projekte, da bodo ljudje lahko pomagali s projektom pač na vse možne načine in tako naprej. Pa seveda ni pa to konca, to se pravi, da to je to in se ostavimo. Predvsem bomo poskušali dobiti čim več uporabnikov, čim več projektov, ki bodo to delali, in potem seveda tudi izpopolnjevali to platformo, da se bodo dodajali še kakšni novi featurji, kakšni se bodo vzeli, skratka tako, da bo to čim bolj eno tako popolno orodje za dobrodelnost 21. stoletja.